še en breza na poti. Živo, živo! Ste mi fouško ima to klepo kapco, ne? Lepo pozdravljeni iz Snežniških gozdov. Smo pod Gašperjevim hribom, to je izhodišče za Snežnik. Snežnik je na moji desni. In pičimo na Snežnika, ne? Z mano so še Ema, Nijas, pa Boštjan, pa kužika Una. Tako da se bomo luštno imeli. Tjale gor smo namenjeni. Od avta se kar lepo spne, tako da se zadihamo, pa ogrejemo, pa se pa malo poravna. Malo pa Una, se pravi kužika, je reševalni pes. Je šolana za reševanje iz ruševin pa iz raznih nesreč. Ko se nam odpre lepo, Po dobre pol urce bomo prišli pa eno čudovito jaso. Po nadaljnjih 10 minutkah pridemo pa do še lepše jase. Takole se pa tale tipičen bukov gozd na Snežniški planoti konča, pa se začne rušuje. Ko pa to? Evo ga zračnik. Smo nedolgo nazaj, sem dal hlače klenju, so mi zračnike všili, bojo pol, ko bomo hlače prvo začeli delati, bo zračniki še malo daljši, ampak glede na to, da je bilo naknadno všit, da ni bilo preveč dela, smo takele všili, da se sproba, ampak že zdaj vem, da smo to ful dobro naredili. No, tukaj dol, ta del Snežniškega gozdu se imenuje Ždrocle, če se ne motim, je tle dol. Dol. To je pa z UNESCO zaščiten gozd, se pravi, mislim, da je ena od 3 znamenitosti v Sloveniji: Škocjanske jame, Idrija, pa tale Snežniški gozd. To je pa ta tradicionalni bukov gozd, te majhne bukve, to, kar sem prej posnel, je zaščiten. In no, to sem malo hotel povedati, ko verjamem, da marsikdo ni vedel. Evo ga, naš cilj tam na gor. Na vrhu bo verjetno ful pihal, tako da se mi nauki dosti slišali. Snežnik je tudi najvišji vrh v Sloveniji izven alpskega sveta. 1796, drugi je pa pol Ratitovec. Je pa 150 metrov nižji. Evo, Leskova dolina. Še pol urce imamo od gor. Pa še to, Snežniški gozdovi, Snežniško-Kočevski gozdovi so največji neprekinjeni gozd v Sloveniji. Pa tale Snežniška planota, to je visoka kraška planota, ki nima nič površinskih voda. Tako da mora biti, je kar pestro podzemno dogajanje tle okoli.
Drugače tole dol malo se mora videti, ampak na kameri se verjetno nav. Je Kvarner, tukaj spodaj dol je reka in pa imamo cel pogled proti Dalmaciji. Pa je, ne vem, kjer pisatelj je že pisal, da se iz Snežnika, da se celo do Bosne vidi. Zdaj gre pa zares. Evo, Koča na Snežniku, tole pa vrh. Da gremo malo razgleda, tukaj dol je Pivka, pa pol naprej Postojna, ne. Tole je nekje proti morju. Učka, Kvarner, pol naprej Hrvaška. Tam nekje pol Kočevje. Tole dol je Loška dolina, naprej Cerkniško polje, kaj dol je Ljubljana. Tako nekje so Kamniške Alpe, oziroma takole, tako so pa Julijci. Klopica ljubezni, tega pa pred kratkim še ni bilo. Tle pa precej bolj prijazno pri Koči, ne piha toliko. Tu je pa pot iz Sviščakov, ki je najbolj priljubljena za Snežnik. Dober dan. Gremo na vrh še selfie narediti, pa brezen pogledati. Evo ga selfie z vrha. Kaj gremo? V Koči tudi gremo malo dol, šli na uno jaso. Tole pa še brez dol. Zdaj smo rekli, gremo pa proti jasi dol. Pogledati pa dol so še eni ostanki od, mislim da, od italijanske vojske, pa proti avtom nekako. Dva simpatična domačina smo srečali, malo poklepetali. Zdaj pa prihajamo že v Gozdiček. Tukaj je pa drugače zelo znano, tudi po medvedih sta tudi tele dva domačina povedala, ker tukaj praktično ni, noben se tukaj ne sprehaja in imajo medvedi mir. Čas je za slačenje, ne. Pa ne vem, a ima lep štrak ali kapo. Se kar lepo spuščamo. Precej strmo, tako da tukaj gor se kar diha. Dole treba biti popazljiv. Markacija nas tukaj sicer levo popele, ampak ker gre pot mimo tele jase spodaj, bomo mi kar direkt dol usekali pa proti jasi. Je pa treba markaciste pohvaliti. So markacije zelo lepe. Pa dobro je označen. Spotoma še ena jama. To je najboljš, ko zaviješ dol z poti, pa si v bistvu na poti. Zgleda so novo pot naredili, sploh nimam urisane noter. Ta gre direkt proti jasi. Dobrodošli na pravljični jasi. Tako sem jo jaz poimenoval.
Tukaj lepa, če hočete mer, je pa to. Ko je vse zelene, tukaj še lepše, verjemite. Pa zanimivo, ko je tale tak pravilen štirikotnik, čist drugač po tleh, ka pa posod ostalo. Se mi zgleda neki pogrnen. Kakšen pogled je. Tukaj, če bi šli proti stran, je markirana pot proti Sviščakom. Mi smo pa tle na cesto prišli, pa tam malo višji bomo pa do ene hiške, ko se že reče. Gremo malo spet po bližnjici, skozi pravljični gozd. Pa smo na cesti. Pa smo v Grčevcu. Tukaj je bil vodovod. Mislim, da je italijanski. Z časa Rapalske meje, tam naprej pa ena hiška še, ki je malo zmatrana že. Tukaj smo pa enkrat spali kot jamari. Smo tlele brezno okoli iskali. Zdaj pa tukaj desno gre pot proti Sviščakom. Levo gremo pa mi. Aha, vse. Tole, če se sprašujete kdaj, kaj je cesta tako tlakovana, gozdna, to je znak, kakor jaz vem, da je to italijanska cesta. To so delali v času Rapalske meje. Tukaj je šla Rapalska meja, pa kaj proti Triglavu pol. Tole skozi veje je snežnik, zdaj v bistvu okoli hodimo. Pa nekje bomo tle skrenili levo, kar v hosto. Bomo prišli do tiste poti, ki smo šli gor. Kva so to naredili teli Italijani tukaj po hosti. Res neverjetna lepa cesta. Tukaj bi mogli naši cestarji malo priti na pogledati, kako izgledajo stvari po 100 letih, da še stojijo. Ekipa gre naprej po cest, jaz grem pa tukaj po eni bližnjici v klanc gor, po avto, pa jih pol poberem. Spotoma sem še eno brezno našel. Sem ga zdaj na hitro zacaknil na telefonu. No, pogledali, če je že registriran. Če ne, se ga bo šlo pa pogledati. Evo ga, prihajam točno tja, ki sem planiral. Do te prve jase. Se pravi, do te prve, ki smo šli gor. Evo ga. Zdaj pa še ene 15, mogoče 20 minut. Sem pa avto. Pišu, kaj je lep pogled, Še ta zadnjič pogled proti Snežniku. Smo pa zdaj čisto na drugi strani, kot prej, ko smo bili na tisti planinci oziroma jasi. Tam dol je pa že avto. Evo jih štoparji. Ja, evo, pribežnike sem pobral. Prebežnike. Tura drugač, približno urco pa pol spona, spustimo malo del, daljš naredili, smo malo popestrili. Pač pa meni ena ljubših tur tle okoli, samotna, zelo malo ljudi srečaš in narava pa fantastična. Kako se vam zdel? Super, priporočam. Ja? Jaz se strinjam, ja, narava res očarljiva tukaj, gozd je tak prav za medvede. Se vidi, da medvede tu živijo. Tukaj smo tudi 3 medvedje. Ja, naokrog se je malo vlekel po tejle cesti zdajle, drugač pa... Še dobro, da je Peter prišel iskat. Ja, vredno. Ampak imam se sobiral. Meni je bilo super, hvaležen Petru za povabilo. Narava neverjetno lepa. Prvič sem bil gor na tem hribčku. Snežniku. Na Snežniku. Pihale gor, kot pa norci. Ja. Res tako, še kuži, ko imam s sabo, ki navajeno svašta je odnašal. Tako da
definitivno upam še na kakšno povabilo. Bomo še kaj ušpičili. To je to. Pejte v naravo, uživajte. Hvala, ker ste ostali z nami do konca. Pa. Čau! Čau! Čau.